V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta, občestvo Svetega Duha in mogočna priprošnja Svetega Jurija naj bo z vami vsemi. Prisrčno pozdravljeni, moji častilci, bi rekel sveti Jurij, zavetnik naše zdolske župnije, ki je poznan in priljubljen svetnik po vsem krščanskem svetu. Je simbol boja proti zlu in predstavlja nenehni boj s silami teme in pekla, ki ga pooseblja zmaj. Tak je upodobljen tudi na našem oltarju. Že nekaj čez 300 let od takrat, ko so mu naši predniki zgradili cerkev in ga častili. Tako nadaljujemo še danes. Pred 40 leti se je obudil običaj Jurijevega cvrtja, ki smo ga vključili v veselo praznovanje Jurijeve nedelje. Letos nam je to onemogočil virus. Potisnil nas je v domove, odkoder pa lahko milostno spremljamo svete maše, zahvaljujoč tehniki in našemu gospodu Mitji.
Tokrat nas bo razveselil sveto mašo iz naše farne cerkve, kjer danes praznujemo god našega zavetnika. S hvaležnostjo, ker nam je to omogočil, bomo spremljali sveto daritev v naših domovih. Molili bomo tudi za to, da bi se kmalu odprla cerkvena vrata za vse nas, ki se udeležujemo svetih maš in bomo tako fizično prisotni in se spet srečevali v domači cerkvi. Vsem Zdolanom in tudi tistim, ki ste vsakoletni obiskovalci Zdol, želim, da nas blagoslovi Bog in varuje naš zavetnik, sveti Jurij. Prosimo odpuščanja vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te. Molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji. Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Bog, slavimo tvojo vsemogočnost, ker si dal svetemu mučencu Juriju moč, da je posnemal Jezusa Kristusa v njegovem trpljenju. Prosimo te, naj nam rad pomaga v naših slabostih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Smrt nima oblasti nad Jezusom. Berilo iz apostolskih del. Na binkošnji dan je vstal Peter z 11, povzdignil glas in spregovoril: Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znameni, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem: vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik. In v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemlju, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorim o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Bog s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledi posadil na njegov prestol. Videl je v prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen pod zemlju in njegovo telo ni videlo trohnobe.
tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od Očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite. To je Božja beseda. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. Gospodu pravim, ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe. Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša, ti imaš v rokah mojo usodo. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Slavim Gospoda, ki mi svetuje, tudi po noči me moje srce opominja. Vedno imam pred očmi Gospoda, ker je na moji desnici, ne bom omahnil. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje, tudi moje telo bo prebivalo varno. Zakaj moje duše ne boš prepustil pod zemlju, svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Daješ mi spoznati pot življenja, polnost veselja pred tvojim obličjem, večne radosti na tvoji desnici, večne radosti na tvoji desnici. Gospod, daj mi spoznati pot življenja. Odrešeni smo s Kristusovo krvjo. Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, če kličete za Očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjanjem sveta je bil spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku, slava tebi, Gospod. Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo, in medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Žalostna sta obstala. Eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki? Je rekel. Dejala sta: to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga naši veliki duhovniki in poglavari dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že 3. dan, odkar se je to zgodilo. Vsi sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst, ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celo videle, kako so se jim prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli k grobu in so našli vse tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jima je rekel: ona je spametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo? Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki, ter jim razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni, on pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane najstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pred leti se mi je zgodilo, da mi je izginila denarnica, če uporabim taki bolj mili izraz, sicer brez denarja, zato pa s prav vsemi dokumenti, z osebnimi, s trgovskimi karticami, bančno kartico. Bil sem seveda slabe volje, preklical bančno kartico, prijavil izginotje. Kmalu pa sem ugotovil, da skoraj da nimam več nobenega načina, kako bi komorkoli dokazal, da sem Mitja Markovič. Na srečo je pred državnimi organi zadostoval star pretečen potni list. Sem pa bil vseeno radoveden, kaj pa bi naredili, če tudi tega ne bi imel. Kako država nekomu izda nove dokumente, če nima prav nobenega več, s katerim bi dokazal, kdo v resnici je.
Če je zdaj v času, ko ima država zbrane tudi biometrične podatke o nas, državljanih, kaj drugače ne vem, a takrat pred leti je bilo tako, so mi razložili, da bi zahtevali precejšnje število prič, ki bi potrdile identiteto človeka, ki bi bil brez formalne identitete. Priče, torej. In priče imajo tudi sicer na raznih področjih življenja pomembno mesto, recimo pri poroki, pa na sodišču so priče tiste, ki potrdijo zgodbo tožilcev ali pa obdolženca. In pričati pravzaprav ne pomeni nič drugega kot govoriti, povedati resnico, povedati, da sem nekaj videl in slišal. In ena od 10 božjih zapovedi, 8 pravi, ne pričaj po krivem. Pomembno je, da tisti, ki priča, ki govori resnico, torej ne laže. Danes smo se znova v kratkem času že tretjič srečali z učencema na poti v Emaus in potem na še bolj urni poti nazaj v Jeruzalem, kjer sta pričala, da sta hodila z Jezusom, pa ga nista prepoznala. Pričala sta o tem, da sta ga prepoznala pri sveti maši in pričala o najbolj bistvenem, da torej res živi. Jezus je prvim učencem znova in znova polagal na srce, naj se potem, ko so to doživeli, lotijo svojega poslanstva. Naj ponesejo veselo novico o odrešenju vsem ljudem. In Jezus dodaja, kar nekajkrat v povelikonočnih časih, vi ste priče teh reči. Drugače rečeno, vi ste tisti, čigar naloga je, da jasno in resnicoljubno poveste o tem, kar ste videli in slišali. Zveni pomembno, glede na to, kar smo uvodoma povedali o vlogi prič. In ne samo, da zveni pomembno, tudi je pomembno. A dokler ostanemo pri prvih Jezusovih učencih, smo hitro potolaženi in pomirjeni misleč, a seveda, oni so ga videli in slišali, ustalega Jezusa, lahko so ga celo potipali in z njim so zajtrkovali in nagovarjal jih je in večkrat so se srečali. Oni morajo biti priče. Nam pa se Jezus ni prikazal in ne moremo ga potipati, torej to ni naša stvar. Pomirjeni smo seveda samo za kratek trenutek, dokler se ne spomnimo, da je Božja beseda živa in da to, kar smo ravno kar poslušali, ni zgodovinsko poročilo, ampak je živa beseda, namenjena vsakomur od nas. Nam danes Gospod pravi, vi ste priče teh reči. Kako, Gospod, če pa se nismo s teboj srečali, tako kot tvoji prvi učenci? Kako smo lahko priče? Na enak način kot prvi učenci, tako da se srečamo v resnici z njim in o tem srečanju pripovedujemo. Jezus se namreč tu in tam tudi na našem življenjskem popotovanju neopazno pridruži in hodi z nami. Na kakem življenjskem ovinku ali ob kaki mizi spoznamo, da je Jezus zares sopotnik našega življenja. Zgodi se, da je nekdo čudežno rešen iz kakšne velike nevarnosti in tam na poti v rešitev prepozna Jezusa, ki je posredoval za njega. Nekdo drug v nekem trenutku odpre svetopismo, kakor je to naredil že 100 in 1000-krat. A v nekem trenutku, ob nekem odlomku začuti, da to ni zapis minulih zgodb, ampak je to živa beseda Gospoda namenjena točno njemu. Nekdo tretji, ob občutku resnične človeške ljubezni in sprejetosti, začuti resničnost Božje ljubezni in njegovega objema. Nekdo drug se odpravi na romanje, recimo v Medžugorje, in ga sreča tam. Nekomu je bilo kaj takega podarjeno tudi v župnijski skupnosti.
v kakšni dejavnosti ali skupini, morda pri kakem zelo preprostem srečanju, molitvi ali druženju. In še 1000 je načinov, kako nas resnični Gospod v življenju sreča in nagovori. Se pa seveda tudi nam velikokrat zgodi, tako kot učencema v Emausu. Jezus je že tu ob meni, hodi z menoj, vse je tako očitno, a dokler se dogaja, tega velikokrat ne prepoznam kot Božjo bližino. Ali ni bilo najno srce goreče v nama, se začudena sprašujeta Kleopa in njegov prijatelj. Šele kasneje, ko je dogodek mimo, ima postane jasno. Tudi mi velikokrat šele za nazaj najdemo smisel ali pa vidimo prisotnost Boga v svojem življenju. Nič za to. Pomembno je, da to prepoznamo, da se tega zavemo. No, ampak tu je zdaj seveda šele prvi korak. Tu se zdaj začne pa urna pot v Jeruzalem, deliti to novo spoznanje z drugimi. Ko kaj takega doživim, ko doživim, da se Jezus resnično sreča z menoj, v resničnosti mojega življenja, to ni nekaj, kar je podarjeno zgolj meni. Doživetja Božje bližine, spoznanja, da Jezus živi, ni prav ohraniti samo zase. Ko začutim Boga v svojem življenju, ko se z njim res srečam, postanem tudi sam, priča. Grška beseda za pričo, ki jo uporablja Sveto pismo, je martir. To je ista beseda, ki se je prav kmalu na začetku krščanstva pričela uporabljati za mučence in je v krščanski zgodovini postala sopomenka za mučenca. Mučenec je torej nekdo, ki je trpel ali celo umrl zaradi svojega pričanja, zaradi svojega pričevanja, zaradi svojega prepričanja. Nekdo, ki je pričal in je za svojim pričevanjem stal za vsako ceno, tudi za ceno življenja. Enega teh velikih imamo danes pred očmi. Viteza Jurija, rimskega vojaka iz Sirije, ki je bil prepričan, ki je vedel, ki se je srečal z Jezusom na nič drugačen način, kot se z njim srečujemo mi, in je o tem pričal. Povedali so mu najprej že njegovi verni starši, potrdili so nekateri njegovi tovariši in potem se je tudi sam prepričal. Tako zelo, da ga od pričanja za Gospoda ni odvrnila ne cesarska prepoved izpovedovanja krščanske vere, ne obljube o mamljivem napredovanju in svetli karieri, če bo utihnil o Jezusu, ne grožnje in svarila, če ne bo utihnil. Pričal je, govoril in prepričljivo živel svoje krščanstvo. In tako kot če marsikatero Gospodovo pričo, ga je naposled stalo življenja. Nas, hvala Bogu, ne stane življenja, če svojimi bližnjimi, sodelavci, ki Jezusa ne poznajo, ali s prijatelji, ki so se od Jezusa oddaljili, spregovorimo o svoji veri. Bog ne daj s kakim nasilnim prepričevanjem. Jezus nam ni naročil, da naj bomo kaki militantni prepričevalci. Naročil nam je, naj pričamo, naj preprosto pripovedujemo. Če povem, kaj meni pomeni Gospod, če povem, da sem bil v nedeljo z družino pri maši, tudi če samo na socialnih omrežjih, ali pa da sem bil za praznik na romanju, če na družabnem omrežju delim kako spodbudno vsebino z versko tematiko, ali koga povabim, da se pridruži molitvi ali bogoslužju, z vsem tem preprosto pričam. Pričam, da to meni pomeni. Ne da bi kogarkoli, ki misli, čuti ali veruje drugače, prepričeval ali nasilno spreobračal. To
prepričeval in spreobračal, bo naredil Sveti Duh, ko bo dozorelo. In če bo, nam je dovolj, da smo priče, da pripovedujemo. Biti pa moramo pri tem verodostojni in prepričljivi. Naša beseda mora stati na srečanju z resničnim, ustalim, živim Jezusom. Sveti Jurij, pomagaj nam, da nam bo to šlo dobro od rok in od ust in od srca. Amen. V družbi z našim zavetnikom, ki je to naredil za vsako ceno, tudi mi sedaj slovesno izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križen za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih. In v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem ustajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, ko slovesno praznujemo god svetega Jurija in slavimo njegovo viteško zvestobo in plemenito srčnost, s katero je premagal mučeniško trpljenje in potrdil zvestobo Jezusu, svojemu odrešeniku, prosimo nebeškega Očeta. Jezus, pridružil si se učencema na poti v Emaus, hodil z njima po njuni poti ter jima dvigal duha. Daj, da vsak dan čutimo tvojo bližino in v njej najdemo moč in oporo. Prosimo te, usliši nas. Jezus, praznujemo praznik svetega Jurija, ki je tudi za ceno lastnega življenja neustrašeno izpričeval svojo vero. Naj bomo po njegovem zgledu tudi mi pogumni pričevalci tvojega vstajenja in odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Sveti Jurij je tudi zavetnik skavtin in skavtov. Vodi skavte ter vse ostale mlade po poti do boljšega jutri in pomagaj skavtskim voditeljem pri njihovem delu. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, mnogi starši danes trpijo, ker njihovi otroci hodijo svoja pota. Pomagaj jim, da bodo otroke vedno sprejemali z ljubeznijo in jim tudi v težkih trenutkih stali ob strani. Prosimo te, usliši nas. Mnogi naši dragi so se že preselili v večnost. Nakloni jim večno srečo pri tebi. Prosimo te, usliši nas. Gospod, zemlja, katero si nam namenil, je zdaj zaradi pomankanja padavin presušena. Prosimo te, nakloni nam dež, da bo tvoje stvarstvo to pomlad spet zasijalo v najlepši luči. Prosimo te, usliši nas. Tudi danes naše zaupne in goreče prošnje sklepamo z molitvijo za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo praznično daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, na praznik svetega Jurija opravljamo tvojemu veličastvu spravno in hvalno daritev. Sprejmi jo, odpusti nam grehe in nas pripelji k sebi, kjer se ti bomo večno zahvaljevali. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov in svetnic vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naših poteh, posebno ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga sveto pismo in lomi kruh življenja.
Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerju vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prišel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni v edinosti z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi kristjani razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Dobri Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, njenim možem Svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, našim zavetnikom Svetim Jurijem in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Vedno znova se obračam k njemu, vedno z istimi besedami, ob jezi, žalosti, prošnjah, nemoči, v zahvali, goreče ali mrmrajoče ponavljam to zgodaj naučeno molitev. In vedno pomaga. Prosimo ga danes za kaplje blagoslova izpod neba, da bodo naša polja ozelenela, da bodo travniki z obiljem travnatih bilk nahranili našo živino, da bomo z vrtov nabirali hrano za naše družine. Tako vsakič, vedno z dušo, srcem in razumom molimo, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Tako kot je bil nekoč sveti Jurij na preizkušnjah, smo danes tudi mi na težki preizkušnji. Ostati moramo močni in si pomagati kot družina, kakršna sta tudi naši dve župniji. Pri tem pa nam najbolj pomaga, če lahko drug drugemu podelimo mir v domovih ali s klicem razveselimo koga iz domačega ali sosednjega kraja. Mir z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo v pripravi na prejem duhovnega svetega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.
zahvalimo se za milost duhovnega svetega obhajila. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Molimo. Nebeški Oče, na današnji slovesni praznik svetega Jurija smo v veselju prejeli tvoje darove. S to nebeško gostijo oznanjamo smrt tvojega sina, naj bomo vredni živeti z mučenci in vsemi svetniki v njegovi slavi, kjer s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. ter otroka Jožico, Franca in Ivana, pa zrajnega Ivana Zupančiča ter Vero in Marijo Srbčič in zrajno Jožefo Molan obhajamo to sveto daritev. Prisrčna zahvala z Dolanom, Tini za koordinacijo sodelovanja, pa vsem Živičevim, ki ste v vseh treh generacijah sodelovali pri današnjem svetem bogoslužju, pa družini Ferlin za prošnje, Urški in Sandri za čudovite uvode. Glasbeno uredništvo je danes pripadalo Neži in Zali, hvala. Potem pa Ansatu, hvala za pomoč pri internetu, pa Molanom in Črnogatom za pripravljenost na pomoč za plan B in Primotu za plan C, ki pa ga bomo s hvaležnostjo uporabili, ko bo prišel na vrsto prenos maše z kakšne podružnice, ki je še manj internetno ožičena kot zdole. Vidite, da sta na pomembnem mestu cerkve danes tudi dve zastavi, poleg slovenske, državne, ki seveda tudi že malo nakazuje na prihajajoče praznike, je ta druga skavtska. Namreč sveti Jurij je zavetnik vseh skavtov po svetu, zato še enkrat prisrčna čestitka vsem bratom in sestram, skavtom in skavtinjam in še posebej dragim sovoditeljem, pa čestitka seveda vsem Jurijem, Juretom in Jurčkom. Puncam pa ne vem, če je kateri sveti Jurij zavetnik. Prihodnji teden so šolske počitnice. Po teh dolgih dneh, ko smo morali biti doma, priložnost, da se malo odpočijemo, še vedno doma, ampak brez šole od doma, denimo. Maj, ki je pred nami, pa prinaša tudi šmarnice, naše so vedno malo drugačne in tudi letos bodo. Torej, bodo šmarnice in bodo drugačne, tako spet z malo presenečenja in pričenjamo jih tako kot običajno po končanih šolskih počitnicah, torej naslednji ponedeljek. Že zdaj pa si jih zapišite v koledarje. Vsem dragim z Dolanom prisrčena iskrena čestitka in lep današnji praznik. Jaz sem sicer malo pogrešal danes zjutraj cvrtje pa pihalno godbo, ne vem, kako je z vami, ampak vse nekaj nam je ostalo, ne vsaj ta praznična sveta maša, kako bo z popoldansko veselico tudi, ne vem, čisto natanko. Naj bo obilje božjih darov z nami, tudi danes bomo ob priprošnji svetega Jurija s tem sklepnim blagoslovom prosili predvsem za ugodno vreme, torej za čim prejšnji obilen dež. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj nas blagoslovi in nam podari lepo vreme, odvrne naj od nas neurje, točo in vsako nesrečo. Amen. Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake, ter nam na priprošnjo svetega Jurija podari obilne sadove zemlje. Amen. Spremlja naj naše delo, da se bomo hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. Amen. To naj nam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin
in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja.